Letalski center Maribor že od leta 1999 izvaja letalsko protitočno obrambo. Le-ta še ne deluje, pa čeprav so padavine v obdobju pogoste in povzročijo precejšnjo škodo. Vremenskih ujm, enostavno politične igrice v Sloveniji ne zanimajo. Ujme povzročajo škodo pač v določenem časovnem obdobju, ki sem jaz opozoril v januarju na enem sestanku na ministrstvu, da se bo leto začelo kakšen mesec prej. Iz tega je padel tudi nek dogovor, na katerega smo tudi mi računali, da bodo zadeve, kar se tiče pogodb in vseh zadev, speljane do marca, in da bomo letos operativni vsaj tam od 1. maja. Nevarnost pojava toče je v Sloveniji velika, naša država pa sodi med območja z največjo pogostostjo neviht v Evropi. Nevihte s točo na ozemlju okoli 1 kvadratni kilometer se v Sloveniji pojavijo vsako leto nekaj 10-krat. V tem primeru bomo imeli dve škodi, posredno in neposredno škodo. Ena škoda je tista sama, ki jo povzroča ta toča na kmetijskih površinah, kar je malenkostna zadeva. Druga zadeva, ki jo povzroča toča, so seveda objekti, družbeno premoženje, šole, vrtci, nasadi, parki, da se ne menimo o ekološkem vplivu, ki je zaradi same toče velik, kajti kmetje potem intenzivno škropijo svoje nasade, da rešijo pridelek oziroma tisto, na katerem pridelek raste. Letalsko obrambo pred točo že vrsto let izvaja tudi sosednja Avstrija. Recimo sosedi imajo financiranje tam okoli 90% več, vendar dajo ven samo podatke, ki so financirani iz tako zvanih državnih virov ali pa občinskih virov ali pa pokrajinskih virov, tistih večji del sponzorskih sredstev, ki jih pa dobijo od velikih proizvajalcev, kmetov in teh zadev pa ne povejo. Iz letalskega centra Maribor so Podravsko regijo lansko leto pred točo branili kar 24-krat. Letos bodo šli v zrak, ko bo v skladu z zahtevami Ministrstva za kmetijstvo pogodbo podpisalo 42 od 52 podravskih občin. Ja, jaz bi apeliral na vse župane, županje, ki me kličejo zdaj v zadnjih dneh zaskrbljeni seveda za premoženje svojih občanov, da enkrat končno udarijo po mizi, tako kot so to naredili kolegi iz Prekmurja, in zahtevajo odgovornost tistih, ki seveda ne poskrbijo za varnost premoženja državljanov. Projekt letalske protitočne obrambe je vreden 150 000 evrov. Od tega 40 000 prispeva kmetijsko ministrstvo, ostalo pa krijejo iz občinskih sredstev. Če bodo zbrali dovolj podpisov, bo obramba proti toči začela delovati konec maja.